Rak je seveda bolezen, ki se jo vsi bojimo, ki je v določeni meri celo tabu. V resnici je z njo težko, sigurno. In v najinem primeru se jaz, poleg vseh težav, seveda na tej pozitivni strani spominjam predvsem zdravnika, dr. Bešič, ki je povedal nekaj stvari, ki sem si jih zelo zapomnil. Prvič, to, da je to seveda zelo zdravljiva bolezen. In druga stvar, na katero naj opozorjuje, je to, da pravzaprav smo lahko veseli, da imamo nek sistem zdravstvenega zavarovanja, kjer še vedno velja neka solidarnost. Se pravi, da njeno zdravljenje ne bo odvisno od kakovosti njenega zavarovanja. Da je tako marsikje v svetu. In ko sem pomislil na to, da kaj bi zdaj bilo, če bi bil ta rak odvisen od kakovosti zavarovanja, nekaj, kar me je, ampak tako je, marsikje. In zaradi tega se mi zdi pomembno, da se prizadevamo še naprej, da je pri zdravstvenem zavarovanju vendarle zelo pomembna solidarnost, ker ta bolezen pač res ne izbira. In verjamem, da bi vsak raje plačeval 10-kratno zdravstveno zavarovanje, kot da bi doživel to bolezen in da bi jo morda moral zdraviti v pogojih, ki bi ga prikrajšali za vse, kar nudi sodobna medicina. In to je bistveno. In ta medicina vendarle je napredovala, onkologija je napredovala in s to zavestjo je vsem ljudem bistveno lažje prenašati to bolezen, če veš, da ti je na voljo vse, kar trenutno je in da ne boš prikrajšan zaradi tega, ker imaš slabo zavarovanje. Premalo se tega zavedamo. Kaj pa bi kot nekdo, ki se je osebno srečal z rakom, z boleznijo, ki je prizadela vam najljubšo osebo, svetovali drugim? Kako se spopasti s tem, kako zmagati? Z nasveti je tako, zelo lahko jih je deliti, pa težko jih je razumno sprejemati. Tako da se mi zdi, z nasvetom je že problem to, da ga težko sprejmemo, ker redko verjamemo. Šele ko ta nasvet krvavo potrebujemo, potem smo ga tudi pripravljeni sprejeti. Če bi jaz lahko kaj svetoval, ne vem, jaz bi na nek način delil nasvet, ki ga je dal pokojni Janez Drnovšek, ki je na koncu jasno povedal, zaupajte medicini. In jaz mislim, da to zaupanje je zelo pomembno. Zaupanje in upanje. Kako bi rekel, seveda se je treba o bolezni podučiti, se mi pa zdi neprimerno, če potem kot taki si ogrožen na tej bolezni doktoriraš bolj, kot je doktoriral tvoj zdravnik, ker je to nesmiselno. Se mi zdi, da je treba ohraniti zaupanje in da nezaupanje gotovo ni nekaj zdravega in da za tem nezaupanjem do uradne medicine marsikdaj pravzaprav se zadaj skriva potreba po zanikanju bolezni, ker je ta zdravnik ta prinašalec slabe novice, ampak to zanikanje je popolnoma nesmiselno. Z boleznijo se treba soočiti, jo priznati in verjeti seveda hkrati, da je obvladljiva.